Takole delamo od doma. Idźcie, Zokica, idźcie. Idźcie, idźcie. Idźcie. Chodźcie, Zokica, ty. Gdzie Zokica? Nada. Prinesi. Le kaj bo nastalo. Zelo rada pečem buhtle, ker me spomnijo na otroštvo, ker sem jih imela zelo rada in ker sem jih jedla pri moji stari mami. Njeni so bili veliko boljši, kakor so moji, ampak tudi meni ne gre slabo. Jaz sem se odločila tale video posneti na tem travniku, tako da ga bom kar pokazala. In sicer zato, ker odkar pač imamo tele izredne razmere, lahko dost večkrat pridem sem na sprehod, tako da se moj dan začne pravzaprav tako, ali da grem najprej na sprehod, pa pol za računalnik, ali najprej za računalnik, pa pol na sprehod. Ker pač delamo doma in to, da delamo doma, mislim, da se ne bi nikoli drugače zgodilo, kakor zaradi tele pandemije. Tako da to je nekaj, za kar sem zelo hvaležna. Zdaj sem začela hoditi na te sprehode celo z masko, zato ker prvič sem se jo toliko navadila, drugič pa niti ne toliko zaradi korone, kakor zato, ker ti ne piha mrzel zrak, ali v nos. Tako da so se pač ene stvari pojavile, vključno s temi video vsebinami in neko tehnično sposobnostjo, ki se definitivno razvija v tem času in je pa tudi to dobro. Ampak bolj to se mi je zdelo, da sem hotela poudariti, da mi je res dobro to, da sem lahko pač več zunaj in da več v naravi in da lahko uživamo dobrote, kot so, ne vem, jabolčni sok domači, ki smo ga uspeli narediti, ali pa slivova marmelada in to je res bila zmaga letošnja, kljub vsem tem čudaškim razmeram. Tako da, vidim, da je že veliko minut, tako da adijo.
Moj pogled v svet je postalo domače okno, skozi katerega z veseljem opazujem menjavo barv iz tedna v teden. Na vasi ni kaj dosti drugače. Edino lipa na glavnem trgu se vseskozi spreminja. Pri opazovanju sodelujejo tudi živali, vseh velikosti. Seveda je treba tudi dobro jesti. Letos smo imeli več časa in celo naredili šipkovo marmelado. Več časa je tudi za sprehode. Drugače pa živimo dalje. A ja, nakupujemo samo še preko spleta. In seveda, še smo tu. Zmijanje. Ja, Se na vse skupaj, ne? ja. Sem se poslala gori avto. Šlo po tisto in je vrti. Živijo, javljam se Sabina, Skosijos, članica odbora. Rečeno mi je bilo, da povem, kaj kar delam zdaj v karanteni. V bistvu karantena name niti ne vpliva toliko. Delam stvari, ko ponavadi druge zime, enostavno, ker je kratek dan, smo več v hiši, čitam zase, čitam otroki, delamo domačo pašto. Pred Miklavžem smo pekli biškute, pred Božičem jih bomo tudi kaj. In tako, pišem poročilo, en mi je nadzornik, ki sem ga imela pri Knežaki. In ko spišem to poročilo, se morda lotim tudi ustvarjanja kakih voščilnic in morda božičnih okraskov, ki jih bomo kvami podelili za darilo. Ampak, kakor rečeno, to ni nič v zvezi s karanteno. Moram pa reči, da ker vsi nergajo čez to leto, ker je pač za eno bilo žalostno in bolano in hudo, meni se je izkazalo za kar pozitivno. Maja meseca sem odprla espe, ki mi zaenkrat prav dobro laufa in sem zadovoljna, no. Doma smo zdravi in dokler bomo zdravi, lahko rečem, da vse štima. Lep pozdrav vsem, ki boste gledali te filmčke.
V času korone krize so škocjanske jame zaprte, zaradi tega pa ne počivamo, ampak upravljamo vzdrževalna dela, ki jih tudi sicer, vendar zdaj v večjem obsegu. This country is going straight to hell. Tole pa druga roka. Pravijo, jaz ne vem, jaz nisem imel še rakovice. Tako še.